Dobro jutro, dame in gospodje. Dobrodošli v drugi sezoni podcasta Underdog in School. Chatrips je zdaj, Chatrips. Chatrips podcast. Dajem besedo gostitelju, Juretu, co-founderju Schoola Chatrips. Dobrodošli. Dobrodošli. Unike ste drugič kle, hvala, da ste bili prvič kle, unike ste prvič kle. To ustvarjava z namenom, da poveva, zakaj obstaja skupnost Schoola Chatrips, zakaj se takole dobiva, pa namenva cajt temu, da se pogovarjava o AI-ju, pa kako lahko to vsakmu pomaga, kako lahko to sprememo kot orodje, pa ne kot nekaj, kar nam ne bo nikoli pomagalo. Tako da ja, jaz bi štartil čisto preprosto. Kaj si ti opazil v zdaj tem mesecu, dveh, ko se ukvarjava s tem, ko postaš na School? Kakšen je feedback ljudi, kako ti doživljaš ta proces? No, pa začniva na začetku. Mogoče bi za začetek povedal, da je ful dober odziv ljudi na Schoolu, da v bistvu pridejo po informacije, ki jih potem dobijo. Mnogo enih objav je, en fant je celo najdel co-foundere za svoj startup, ostali so dobili odgovore na vprašanja, na neke težave, ki so naleteli. V bistvu niti nismo mi utegnili odgovoriti, ker so prej odgovorili drugi, so člani, ko bi rekel, učenci. In to mislim, da nam obema daje nek zagon in nek potrditev, da nekaj delava prav. Kaj misliš? Ja, mislim, definitivno, kar je mene tako pozitivno presenetilo. Minja sva rekla, da bo cilj s tem prvim videom, ki ga dava gor na YouTube, da pride 200 članov noter v Schoola. No in prišel jih je 750, nekaj tazga. 790 je. 790, ja, pa ti si jih na začetku že pripelil 100, pa še nekaj noter. Tako da definitivno vidim, da je potem že splošno povpraševanje, kar nam je bilo itak jasno. Mi je pa predvsem všeč to, da ko se objavljajo videi noter, je tudi dober reaction od ljudi. Veliko ljudi, ki je prišel recimo do mene pol, mi je rekel, da ja, da so noter in da spremljajo in da ful dober. Zdaj, kar sva itak videla, je, da pridejo tudi trenutki, ki si moraš malo cajta zase vzeti, in ne moreš jih skozi postati. Ampak, ker sva midva oba brihtna fanta, sva hitro dojela, da ok, mogoče pa to je ena priložnost, da se da tudi komu drugmu priložnost, da kaj noter objava. In sva v bistvu že začela tudi graditi ekipco, ki bo pomagala s tem, da bojo oni v bistvu alfa testeri, beta testeri nekih toolov, ki jih boš ti pač izbral, in se bo pol te vsebine lahko objavljal gor v School, tudi z njihove smeri. Tako da mogoče na tej točki, če je kdo izmed vas, ki to posluša, ki ga to zanima, pa se vidi kot nekdo, ki bi lahko to testiral, in pomagal z objavami, pa tudi prispeval k kontentu, za ta projekt, dajte se nama javiti, najbolj da kar preko Instagrama ali pa maila, od spodaj bomo dali mail v opis, da veste, kje kontaktirati. Ja, iz drugega vidika pa definitivno ta del, ki si omenil, da so ljudje tudi engage ali pa drug z drugim sodelovali, se mi zdi ključen, da to rata nekaj tazga, kar je dobrega. Ne samo, da tisti, ki so na začetku, pridejo po neko znanje, ampak tudi, da tisti, ki že imajo znanje, lahko to znanje nek delijo, kjer bo dejansko manjša skupina ljudi nekaj od tega lahko imela. Zaenkrat. Ja, drži. A mogoče ljudje vejo že, da vse videe, reelse in podobno, kar objavljamo, da jih dela in objavlja AI? Po moje, da ne. Tole bi mogoče malo. Ja, v glavnem, ja, to je bilo nekaj, kar sva tudi govorila. Torej, Opus Clips je orodje, spet bo spodaj v opisu, preko katerega sem jaz v bistvu to najno dolgo vsebino naložil noter in potem je AI, torej to orodje Opus, sam razrezal to na manjše delčke in te delčke potem tudi sam oziroma schedulaš ti, on jih pa potem sam objavlja na Instagram pa na TikTok. Tako da ja, na začetku so to itak manjši viewji, ampak point je, da probava social media voditi z AI-om, torej ne bova nič midva. Tudi jaz sem razmišljal, da bi se dajal za collaboratorja itd., pa pri prvemu videu sem dal, ampak bi rad videl, kaj se zgodi z ogledi, če AI čisto vse dela. Če prevzame in brez da ga midva še dodatno boostava. Tako, ja. Tako. No, v bistvu rabiš samo enega človeka, da ti pač vsebino potrjuje, pregleda,
pa potem schedula. Mhm. To je to, a ne, basically. Če se samo malo vrnem nazaj na ekipo, ki smo Mhm. rekla za širitev ekipe, Ja, za content, a ne? Ja. Mogoče bi jim tukaj malo povedala, zakaj smo se tako odločila. In sicer AI je tako široko področje, da ga je nemogoče obvladovati sam. In ta naša šola je pač ena izmed prvih v Sloveniji in smo tudi nekako pionirji in probavamo različne stvari in moramo ugotavljati, kaj ljudje zanima in pokazati najbolj zanimiva orodja, ki so Mhm. tudi najbolj uporabna. Ampak zdaj tako, AI zaradi te svoje širine se loči na e-commerce, ne, se pravi AI orodja, ki se osredotočajo samo za spletne trgovce, za video producente, editorje, za influencerje, za neke razvijalce, programerje, na full enih industrij. In tudi če nas je 10 v ekipi, je full težko pokrivati cel ta trg in vedno povedati, kaj smiselnega je novega. In zato ta širitev ekipe, da lahko mogoče več področij obdelamo in damo več kvalitetne vsebine. Ja, ne, Ljudem. super si povedal, da dejansko najdeva ljudi iz področji, ki njih zanimajo, njim pomagava najti tule, ki so primerni za to področje, oni pa dejansko lahko potem te tule predstavljajo, se učijo in sproti, ko se učijo, v bistvu to sam podokumentirajo in se to objavi v skul kot neke tutoriale, a ne pa te zadeve. Bi povabil tudi ljudi, da lahko vsak objavi kakšen video v ta community o nekem orodju, ki ga on uporablja, brez da s tem promovira mogoče svoj, da ni neka skrita promocija zadaj. Ja, mislim, definitivno vidim to kot nekaj zelo močnega za community, a ne, da ti ljudi dejansko opolnomočiš, da neke te zadeve delajo. Na začetku je še, a ne, tako da ne vem, kako se bo to v praksi pokazalo, ampak jaz bi kle se pač igral, a ne, s tem projektom. Saj ne moreš, mislim, če boš naredil projekt, da je okoli tebe ali pa okoli mene, po moje brez veze, a ne. Je okoli tega, da dejansko skupaj prispevamo tej skupnosti in pač delimo to znanje. Vsak igra svojo vlogo pol lahko, ne. Ja. Tako da ja, ta je zanimiva, na kakšen način se bo content produciral noter v school community, da nisi pač samo to, a ne, vse, kar jaz povem klej noter, je tisto, kar se objavi. Pač ne, sej folk tudi ima svoje poglede itd. Tako da ne vem, zanimivo vprašanje si dal. To je malo za brainstorming. Ja, definitivno, kar si jaz želim, je, da tudi sam več posnamem, da si bom vzel več časa za, recimo, kar imam na to-do listi napisanje, da bom preko Lovabla si naredil website za Underdoga, a ne, sam. Ampak pač se ne lotam še. Ker Lovable, a ne, vem, da ste bili gor pri njih. Ja, Šli ste na obisk do dejansko ljudi, ki so ustvarjali Lovable. res je. Dej, povej, kako je bilo, zakaj ste sploh šli, kaj se je zgodilo, a se bo kaj potencialno kle dogajalo, kakšno sodelovanje. Malo povej o tem. Bo. V bistvu smo mi, se pravi, Chatripsu pred nekaj časa razvili tega Onassisa. Onassis je nek finančni AI asistent, ki ljudem pomaga pri razumevanju financ. Razvili smo ga za enega slovenskega finančnika in ta projekt je začel prinašati revenue. In ker je bil Lovable, je tudi sam startup, kljub temu, da je velik in da ne vem koliko milijonov, ne vem, mislim, da trenutno 50-60 tisoč spletnih strani na dan, da se naredi pri njih, kar je, ne vem, proti nekemu WordPressu nula, ne, v resnici tako. In da se vse te spletne strani zgradijo s promptanjem, še enkrat za tiste, ki ne vejo, rečeš mu po domače, naredi mi tako spletno stran s takim dizajnom in Lovable ti bo to naredil, brez da ti znaš programirati, brez da veš, kako se tehnično to naredi, ker WordPress je tudi kar zahtevna stvar, ne moraš nekaj časa vložiti noter. No in mi smo naredili tega Onassisa, tega AI finančnega svetovalca, ki je začel prinašati denar in je bil en izmed top produkcijskih aplikacij, torej uporaben in da so ljudje pripravljeni plačevati za njega. Na Lovable so to videli, so me kontaktirali na mail, čistko, če bi bil pripravljen narediti en intervju. Sem rekel, da seveda, tako da smo imeli intervju, so ga objavili pol na LinkedIn, Instagram, YouTube, na njihove kanale.
kot nek founder intervju, ne, kako je šel ta razvoj, je bilo težko, ali ne, kaj sem po izobrazbi in tako naprej, če sem razvijalec, ne, programer v osnovi, jaz nisem programer. In potem je še po intervjuju debata tekla naprej in so nas povabili, če pridemo do njih, smo išli pogledat, smo kar hitro kupili karte in šli gor, ker nas je zanimalo predvsem ta njihova kultura, njihov način dela, da so to mladi fantje, še mlajši od nas, stari 25, 22, 23, in da so sposobni voditi milijardni startup, ne, ki je, ne vem, prejel, koliko 200 milijonov so prejeli, investicije, 100 milijonov plus so naredili letos, 400 milijonov, zdaj mi je pa všla ta številka. No. V glavnem, na koncu, ko prideš tja, vidiš, da so to eni mladi fantje, polni energije, full cool guys, nobene arogance, nič naduti in pripravljeni delati cele dneve in vikende in noči, no, da jim reči cele dneve, ampak sigurno mnogo več kot 8 ur. In da to ne, da so zdaj to toliko pridni, pa da se toliko mučijo, ampak da res radi počnejo to, res so, vidi se, da jim je všeč, da so part of something, da so del tega brenda Lovable, da se zavedajo, da gradijo nekaj, kar bo najverjetneje spremenilo svet. Oni pravijo, da je to the last piece of software human will ever need, ker bo potem lahko vsak gradil software. Zdaj se pač osredotočajo na spletne web aplikacije, spletne strani in spletne trgovine, bo šla še na to temo. In vidiš, to je kot nek kult, kot neka vera njihova, mislim, oni radi delajo tam, radi bi gradili to skupaj in to tudi pripeljejo, po moje, to je ključ njihovega uspeha. Pismo, ja, privilegij je, da nekaj toliko dobrega zaštartaš v taki državi, ki je ful odprta za inovacije in trg, ne, in ti nekdo da pač praktično denar, ti se pa igreja, ne. Tako, če kdo to posluša, pa bi rad investiral v Chat-Trip podjetje. Send us the money. Ja, mislim, definitivno se da ful naredita, ne, ampak hitro priješ do tega pol. Lovable je pa eno informacijo sem dobil, ne od tebe, po moje, da od tebe, da so s Shopifyom zdaj podpisali partnership. Ja. Torej, basically najbolj plodnim podjetjem, ki se izključno fokusira na spletne trgovine in dejansko e-koma, ne? Predvsem Shopify. Tako da, daj mi malo povej, a veš kaj več o tem? Torej, zakaj do integracije prišlo, kakšna integracija oziroma partnership? Detajli partnershipa mi niso znani, pa zaenkrat še niso javni, ne vem, a je to kaj povezano lastniško ali je pač ali so sam združili nekako, v bistvu kar mi vemo je, da je zdaj na Lovable ti lahko delaš Shopify spletne strani, se pravi Lovable je integriran s Shopifyjem, so njihovi partnerji in to pomeni, da lahko, da prej si mogel pač zlagati stvari na Shopify in dodajati produkte ročno, se pravi, mogel si spet kar nekaj časa vložiti, da si tudi Shopify naštudiral, veliko lažje kot WordPress, še vedno, ali pa Elementor, ampak še zmeri si mogel malo si pogledati, ne, med tem, ko na Lovable rečeš, tole mi naredi te produkte in vse mečeš v bistvu v eno samo okenček, to je ta prednost, da ne rabiš nič vedeti, kje je kaj, ampak sam mečeš slike produktov, opise produktov mu kar napišeš in on v bistvu gradi Shopify stran zadnje, ne, ki ima Shopify checkout, vemo, da imaš Shopify enega izmed najboljših checkoutov na svetu v smislu konverzije, kaj zdaj to pomeni za tistega, ki se ne spozna nič na spletno trgovstvo, da uporabnik, ko izbere tvoj produkt v košarico, tudi zaključi nakup. Da se ne zatakne kjerkoli, 101 način imaš možnosti. Ja, da nimaš kar dropa. Torej, da ti ljudje ne odpadajo iz košarice, to je največji pain. Ne? Ja. Če ti košarica pušča, pač praktično je to prvo, kar greš popravljati, zato ker puščaš največ denarja na mizi, ne sej. Mi smo se tudi s tem dosti ukvarjali, ker sem bil še dosti v e-komu. In definitivno, kjer je zdaj scena, vidim, da ti tukaj lahko AI ful pomaga, ne? Pri nekem, ker tam je bilo tako, kar je najbolj delovalo, je bil abandoned cart email sekvenca, ne? Pa pol SMS-i in ti si v bistvu, ko si ti izdelek dal v košarico, si dobil mail, da te izdelek čaka v košarici še 24 ur, ne? In pol si mogoče dobil še en mail, ki je bil
kleti damo 10% off, sam spuci košarico, ker imamo OCD, a ne. In je dejansko se povečala konverzija za, ne vem, ogromno, za 20% ali koliko bi rekel, če ne še več, a ne. Kar je ogromno, če se ti igraš z velikimi številkami, ne. Ja. Basically zato, da si ti sam en silver tape prlimu čez tanket je lijak puščo, a ne. Ja. In tukaj je pa ena fina stvar za nadaljevanje v AI in tudi v Chat-Trips AI, to, kar delamo mi, lahko povem mogoče? Ja, valjda. Ok, sej ni. Zdaj, to, kar si ti rekel, ne, glede povečane konverzije se z e-maili in SMS-i je ful povečal abandoned cart, zapuščene košarice. Kar pa danes najbolj zmanjša zapuščene košarice oziroma uspešno dokončuje nakupe, je pa klicni AI, ki stranko, gremo zdaj tako, ki stranko pokliče, ko ta zapusti košarico čez 10 minut, ne? In ta AI tudi mi implementiramo v kar nekaj slovenskih podjetij, ne, to, če lahko povem, ampak sej ne bomo o podjetjih zdaj, ampak... Ja, valjda, pa človek, kva se treseš, stari, povej, koliko je, no. Sej, ni panike, sej tvoje, hvala Bogu, stari, povej, kva delaš, povej, koliko si ponosen na to, no, in zakaj se bremzaš. Dobro, hvala lepa. Valjda, pizde. Mislim, sva rekla, da ta podcast ne sme biti promocijski, ne, da ne želiva, da je, ne, tako da v bistvu je ta tematika je malo povezana, ne, s promocijo. Ja, it's all good. Se pravi, abandoned cart, sistem, ki danes najbolj deluje, je, da ko nekdo zapusti košarico na spletu, ga čez 10 minut pokliče umetna inteligenca, reče, in že ve vse tvoje podatke, ta umetna inteligenca, in te pokliče, živijo Jure, tukaj Sofija, kličem iz, ne vem, Vigo Shop, whatever. Vidimo, da si pozabil izdelek v košarici, pa ne izdelek. Vidimo, da si pozabil obeske v košarici, se pravi ime izdelka. Se je kje zataknilo, ali se vam je stran zaprla, vam mi morda lahko dokončamo nakup. In če oseba reče ja, a ne, če kakorkoli potrdi, mu v bistvu se pravi sistem dokonča nakup in izbere avtomatsko izdelek po povzetju. Plačilo po povzetju. Tako. In kar se na koncu, at the end of the day, po telefonskem klicu stranka dobi na dom in plača. Ne? In to je ena če plača. Mislim, če potrdi načeloma, ja, neprevzeti paketi so pa druga stvar, ki jo tudi rešuje en slovenski startup. Ja. Mislim, da Jakob dela to, pa ni fanti. No, ne poznam. Ampak ne moramo vplivati na vse, ne? Ampak lahko pa, če ful povišamo procent pri dokončanju košarice. Imamo pa še večje norce, ki jih ne bom imenoval v Sloveniji, v e-commerceu, ki pa imajo tak AI, da smo jim tudi mi delali, da se pravi, stranka kupi izdelek in potem AI pokliče to stranko in reče, živijo Jure, vidimo, da si kupil obeske. A bi imel še to? Ja, a bi imel še, ne vem, ključe, rezervne. Ja. Upsell, ne? Oziroma cross-sell. Ja, cross-sell. In če stranka reče ja, jo še enkrat vpraša, a res, vam je cool, da mi vse uredimo, vi sam povejte, želite, če ja, je auto-charge naredijo in potegne s kartico še to enkrat pošlje. In tu je zdaj nekak ta future of e-commerce vezan, dokler ne bo AI toliko reguliran, oziroma sej, reguliran bo samo v smislu, da bo rekla, živijo Jure, tukaj Sofija AI, asistentka podjetja, ne vem, tega pa tega. Vse tako, da dobiš avtomatski mail ali pa avtomatski message, sam da je tukaj glasa, ne? Tako, ja. Eni burno čustveno reagirajo na to, ja, pa zdaj imel kar en klic, pa to, ja, pač sej lahko prekineš, sej ni panike, a ne? Ne, ampak hudo, definitivno, če koga zanima, naj te kontaktirajo, a ne? Bova dala od spodi od Chat-Tripsa še ta website od B2B, ki delate, a ne? Se pravi, rešitve za podjetja. Tako, ja. Samo morate nujno povedati, nujno morate povedati, da ste iz skleparša, zato da jaz dobim procente. Tako je. Drugače ta z abandoned karte, a ne? A si to že v praksi pri komu videl?
Torej, ko ste nekomu to integracijo naredili, a si že v praksi mogoče videl, kako deluje? Ja, Kakšen je bil feedback naročnika? dober. Ja. Procentualno Presenetljiv. mogoče veš, koliko. Ne, je še too early. Ja. Še prehiter je, da bi neke resne metrike, ne, sej večina spletnih trgovcev, ne večina, ne, ampak precej jih je že slišal za to, gre za popolnoma novo zadevo, da je AI res tako, če govori človeško v narečjih, sploh za slovenščino in to. Tukaj sem imel največ težav. In veliko spletnih trgovcih ful sanja o tem, ampak nekako čaka ne delujoč produkt, ampak metrike od slovenskih drugih podjetij. Ne zanimajo jih neke študije, pa neke stvari iz Amerike. Ja, proof of work, ne? Pri nas, ne. Mi delamo pač predvsem za slovenske trgovce, slovenske podjetja, zato imamo nekako, ne skačejo vsi takoj here's my money, ne, ampak čakajo druge trgovce, da ni dovolj, da jim pokažemo, kako dela in da ker jih navduši, jih navduši, kako dobro govori in slovensko in kako dobro opravlja agent zadnje opravila iz košarice v TTT. Ampak vse zanima številke, kar je čisto korektno, tako da še malo, kakšen mesec, 2. No, sej, ko v Sloveniji nekaj v e-commerceu se nekaj novega zgodi, ko nekomu nekaj s tem rata, to se kar razširi hitro. Pa je to požar, ne. Ker je tudi načeloma nimaš neki ekstremno velikih playerjev v Sloveniji, ki se mi da pogovarjajo o e-comu, ampak unika so pa dost so povezani med sabo, tako da drugmu pač povejo za določene stvari, no. Saj vem, da Slapar je tako delal, ne vem, koliko je še vključen na Vigoshopu, vem, da operativno ne več tok, ampak on je bil zelo pristaš tega, da je pač ljudem povedal, kaj on dela, kako dela. Čisti iz zavedanja preprosto, da on ve, kakšno mašino je ustvaril odzadaj in da pač se ne rabi bati konkurence iz nekega pogleda. In ko sem ga pol enkrat vprašal, kaj pa je tvoja konkurenca, ne? Veš, kaj mi je rekel? Vsak, ki oglašuje na Facebooku. Torej, vsak, ki meni jemlje prostor oglasne, ne? In kle je pač po moje zaradi te neke njegove filozofije pač rasti, Jeff Bezos scena, ne? So oni pač eksponentno zrastali, tako da so prerastali praktično vse. Nisi imel človeka, ki je bil bliz, ne? Oziroma podjetja, ki je bil bliz. In glede na to, da se je šlo tukaj čisto za B2C, ne? In dejansko lastna zaloga, vse optimiziran, je kar crazy, kako zdaj v neko tako podjetje neko tako spremembo uvesti, kot je, zdaj bo pa AI to delo, ne? Pa mogoče na tej točki lahko ti poveš, kako vidiš ti e-com sceno v Sloveniji in kaj misliš, da je tisto, kjer jim bo AI najbolj pomagal, poleg tega zaključevanja nakupov. Kje vidiš, da bojo AI implementacije prvič prišle noter, lahko je to marketing, lahko je to oglaševanje, lahko je to procesi, interni procesi, lahko je to customer support, kjerkoli. Daj malo pejti čez te stebre v e-comu, pa se malo poigreva, pa malo podebateriva okoli tem, kje misliva, da bojo AI rešitve potrebne. Pa bom še jaz pol svojih 5 centov odvrgel iz mojih izkušenj. Ok. Ena stvar, ki jo vidim iz naših naročil, je customer support. Pa ne govorim zdaj o nekem chatbotu, ampak o nekem agentu, ki deluje v ozadju, ki tudi ni za zaposlene nič dodatnega dela, noben ga ne vidi, ampak AI je tam in to deluje tako, da ko pride mail na neko podjetje, ne vem, kje je moj paket, čisto tako bedno, ki si ne znajo iti sami potrekati ga, čeprav imajo v večini primerov vsa navodila. AI zadnji poišče po njihovem mailu, katera naročila imajo odprta, njihov tracking number, kater ta prevoznik pele, ki imajo veliki trgovci večjih, in sam poišče paket, sestavi odgovor in ga pripravi v, ne vem, Zendesk in podobne. Ja, Zendesk, ja. In zdaj imaš pa polo tukaj dve možnosti, ali operativc, oseba, ki dela na customer supportu, lahko še zmeri vrže uč, to je naše priporočilo, da 10% še vedno dela človek in vodi AI
nadzira, šef AI-ja, mi rečemo tako v hecu. In vidi, za to osebo je najdu paket, je tam in da vsake toliko random čekaj, a je res tam, a je res, da nisi haluciniral, ok. In sam klikne pošli. Ker tukaj je večino dela, to morajo ročno delati tisti, ki so na customer supportu, ne. Druga opcija pa je, da mu pustiš, da sam pošle, kar ne. In se pravi, tukaj ni nobene nove aplikacije, nobenega novega CRM-ja, nič novega bremena za zaposlene, to imajo radi trgovci. Ne marajo novih stvari upeljevati in tudi dober razlog imajo zadnji, ker je to težko, zahtevno, dolgotrajno, drago in tudi naporno. Tukaj mi mislim, to je ena stvar, customer support, ki deluje v ozadju, ki jim res pomaga neka rutinska opravila. Rutinsko opravilo v tem smislu je, da je mogel nekdo ročno pogledati, kje je ta stranka, kje je naročilo odprto, kopirati ta tracking number, pogledati, kjer ID pa D ali DHL ali kaj je, in k njim poiskati, dejansko je mogel porabiti, ne vem, nekaj časa. Zato, zdaj pa to AI naredi za, ne vem, 2 centa ali pa cent ali pa še manj pravzaprav. To je največ, kar je 2 centa na odgovor, taka zahtevna operacija. To je en steber. Ja. Drugi je ta, košarce pa cross-selli, to je klicni AI. Tukaj, ker smo mi zaznali neko povpraševanje, pa o čem razmišljajo spletni trgovci. Kjer si imel še ti v mislih? Ja, dejansko bi pogledal marketing, ne? Torej, čisto iz vidika nekih kreativ za oglase, a ne? Ker kle večjo, ko imaš ti maso kreativ, večjo imaš šanso, da bojo te poglasi prijela, ne? Bistvo je tisto, da dejansko je Facebook toliko razvil že svoj ta algoritem in API-je znotraj business managerja oziroma ads managerja, da praktično človek ne rab sprejemati nobenih odločitev. Ti daš njemu basically doseg 18 do 64 in se on odloči, za koga je to najbolj primerno. Remarketinge postavljaš še sam, pa take zadeve, ampak basically je to, da če ti hočeš spet na trg prideti z nekim dobrim CPC-jem, cost per klikom, in seveda potencialno dobrim CPA-jem, cost per acquisitionom, moraš ti tretirati to kot jaz kle rabim zdaj poplavo kreativ, zato da Facebook konstantno misli, da jaz njemu dajem nekaj novega in on bi rad ljudem kazal nekaj novega. Ne, nisto kreativo vrtel dalj časa, ker to folku dopizdi. In zdaj in ko imava midva kle, recva, ne vem, 100, 200 tisoč, 10 tisoč kreativ, naenkrat naših, da gre ven, te kreative tekmujejo med sabo. In te kreative bojo v bistvu tebi povedale, ok, ta nam dobro dela, ta nam dobro dela, ta nam dobro dela, in to so zdaj winnerji. To je že dolg nazaj, preden so te zdaj odkrili to bilo na spletu in v svetu. No? Sam tok. In v bistvu okoli tega sistema imaš pol ti te winnerje in s temi winnerji ti tvoriš nove kampanje, nove adsete, kle se igraš pol s targetingi, pa interesi in vsemi temi zadevami, ki pridejo zraven. Ampak bistveno je, da ti, če hočeš sproducirati tako veliko število kreativ, rabiš workforce, ki ti ga bo sproduciral. In kle AI, ki ti enkrat njega naučiš, pa mu daš nek video ali pa da ti on celo sam video stvar. Ne vem, če si videl un posnetek, ki je AI v bistvu influencerka, kao, hey, I'm here at Coachella, you guys should come next year, bla, 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 use my code and get a discount. In pač zgleda, da ta prava oseba to govori. In če ti to rolaš kot ad, kdo bo vedel, da to ni ta prava oseba. In kako si zdaj ti v bistvu z AI-om omogočiti, da ti bojo kreative cepale oziroma da se ti bojo kreative obračale brez tega, da ti rabiš dizajnerja, ki bo gledal uno kreativo, pa bo napis kle gor dal itd. In tukaj pa razvijajo že tudi interno ogromenih toolov AI, ki so. Že mi smo jih takrat uporabljali. Pa je bila Canva, je bila sam začetek, ker ni imel basically neki full AI-ja. Ampak ti zdaj praktično lahko s temi tooli ogromno teh kreativ sproduciraš in jih istočasno sam v oglase vržeš. In sploh ni več kako zgleda, kakšen je CGP tako. Ker se greš ti ta hardcore-ikom, pač čisto vse briga za to, kakšen je font, koliko je razmaka, koliko je odmaka, tako ne. Ja, res je, 100%. Samo res. 100% se gleda performance, kaj meni govorijo cifre, zakaj ne bi pol pač pustil ti AI-ju, da se sam odloči, kakšna bo kreativa. In ti sam delaš delaš nek, kako bi rekel, quality control, da ne vrže ven zdaj on nekaj tazga, zaradi česar ti bojo račune dol pobrala. Veš, kaj je pa tudi tle ta cona
oglaševanja, a ne, Facebook, da hiter padeš noter na črno listo in pol ti pač ti blokirajo kreative in pol moraš ti pač njim pisati, da ti odblokirajo akaunte kreative, zato da oni preverjajo, če je človek na drugi strani, a ne, da ne gre za kakšne bote pa to. Tako da ja, evo, iz tega področja sem mislil. Nimam toliko močnih mnenj še, glede tega, res. Se pa ful igramo, tudi interno. Nimamo nobene take rešitve v produkciji. Na trgu že kar nekaj takih toolov obstaja, ki jih tudi testiramo, mi testiramo pa tudi svoje produkte, ki jih sami razvijamo, ne. In itak bom dal zdaj primer ene avtomatizacije, enega čist simple toola, ki ga imamo. Ti daš noter sliko produkta fizičnega, dajmo reči, čigum. In mu rečeš, ok, lepa ženska z lepimi zobmi in dlesnimi naj predstavlja to, da ji to pomaga pri fokusu, pri reguliranju čustev in podobnih stvari. Sam napišeš to, zraven ene slike navadne čigum. In AI potem naredi prvo sliko, trenutno s orodjem, se pravi, vse naredi avtomatsko, da ti dobiš na koncu video ali pa sliko te lepe punce, blondinke, mlade z lepimi dlesnimi, ki drži to ali pa si daje noter. Tako, ko boš ti napisal, se pravi, ful kvaliteten izdelek že dobiš. Deluje pa tako, recimo, če hočeš video, ne, zadaj, kaj se dogaja. Ti, ko daš prompt pa sliko produkta noter, to pošle nanobanani, torej enemu AI od Google, od Gemini, Google. In naredi sliko prvo, kar dela ful hude slike. Lahko mu daš tudi že sliko osebe, ne, če hočeš točno določeno osebo, ker ChatGPT ima ful probleme s facami, da replicira iste osebe. Nanobanana nima tega problema. Bo naredila vedno tebe. 90%, dajmo reči. No, v glavnem, naredi prvo sliko, novo, in to sliko pošle Googlovemu orodju drugemu, VO3, in ta naredi iz te slike potem video, pa generacija zvoka. In dobiš v bistvu nek fajn ali UGC oziroma te formate. Ja, večinoma se gre za UGC, ne, če gledam midva kreative pa te zadeve. Ja, in mogoče sem še to, kar hočem povedati, je, da te ful na hypa, ker zgleda ful cool, pa je ful nice, ampak mogoče kakšni detajli še niso in te detajli v e-comu ful pomenijo, a bo kreativa performala ali ne, in se mi zdi, da trenutno še zmeri vodijo kreative, ki so human produced, ampak čez 3 mesece, v roku 3 mesecev mislim, da bo to se spremenilo. Na konc dneva ti sploh ne rabiš človeške face več zraven, ne? Če ti pač dejansko napadaš trg na ta način, ti rabiš pač te glavne keyworde, ki so, in po moje izpostavljati benefite, ne? Zato, ker če greva midva pogledat, ti dejansko konkurenca že v bistvu tudi predstavlja produkt trgu, če ti nekaj novega na trg daješ, ne? V bistvu moraš ti pač sam zajahati val, ko pride. In danes ti AI omogoča, da to lahko narediš veliko hitreje, kot si pa to prej, ne? Kjer zdaj jekle zame, kar jaz vidim, da zna biti problem, je zdaj kvaliteta dejanskih izdelkov, ne? Ker, a veš, AI bo vedno prodajal, da gre za ne vem kakšen hud izdelka, ne? Da je to najboljša kvaliteta, da je to vse max, ne? Zato, ker ti mu boš dal prompt verjetno, naredi mi besedilo tako, da boš prodal izdelka, ne? Ne da boš povedal, zakaj v resnici gre, ne? In zato, ker odvzemaš ta človeški faktor tega, da se dejansko osredotočaš na svoj produkt, ampak daješ AI-ju prompt, tekmuješ z ostalimi produkti v regiji, se pravi, moraš ti predstaviti ta produkt, da je boljši od ostalih, ne? A veš, in se mi zdi, da bo poplava enih, sploh kar se tiče suplementov, jaz predvidevam, da bo poplava nekih trash produktov, ki bo imel odličen marketing. In ne, to ni dobro, če mene vprašaš, ker se gre spet za ta nek kapitalističen aspekt, samo da čim več prodamo, ne? Ne bomo mi dali toliko časa na to, da bomo izboljševali naš izdelek, mi bomo dali večino časa na to, da bomo čim več tega izdelka prodali, ne? In malo zgubljamo stik, se mi zdi, s tem, ne, pravim marketingom, ki je v bistvu dati ljudem tisto, kar potrebujejo, in ne prodajati tisto, kar v resnici ne rabijo, sam ti si jim tako zapakiral, da mislijo, da rabijo, ne? Kle smo kot ljudje zdaj mal smo v pizdi, zato ker ne sprejemamo več lastnih odločitev, ne gremo več recimo na platformo ali pa na televizijo gledati tisto, kar smo hoteli gledati, ampak gremo gor in algoritem nam pove, kaj bomo dobili. Noč grem gor, ti me pa filija, ne?
In isto je z oglasi, in isto je z pač, e-comom, kam se pomika. Tako da, ja, čistko, iz te perspektive bi še zmeraj rad tukaj dodal nekaj. Ne? Ja, tukaj imaš čist prav in ta ugotovitev je nekaj, kar so pametni ugotovili tudi, a ne? Jaz pravim temu, mislim, pametni, pač dobro ugotovitev je, ker tudi mi se z našimi lastnimi digitalnimi produkti ravnamo na enak način. In če poenostavim to, v bistvu ne tekmuješ več s kvaliteto produktov ali produkta, ampak z oglasi, pa tudi ne s kvaliteto oglasov, ampak s kvantiteto oglasov. Ja, bravo, ja. In meni se zdi to profitabilna taktika, odlična, jo uporabljam tudi sam, ne pri B2B storitvah, ampak pri B2C. Tako zdaj je, ne vem, kako smo do tega prišli, ful je enih produktov, ful je enih vsebin in je težko priti zraven, sploh pri UGC. Tako da, ne vem, tako je zdaj, ne? Zdaj jaz ne bi rekel, je to prav ali narobe. Mogoče bi povedal eno stvar, vmes si omenil, mogoče bi mogla omeniti eno orodje za iskanje high performing oglasov pa UGC-ov. AdSpy. A je AdSpy, pa še eno je. Bomo dali na skul, bomo pogledali pa dali na skul. Ja, bova, ja, bravo, ja. To ful se mi zdi pomaga spletnim trgovcem in manjšim in velikim pri nekak izdelovanju oglasov. Se mi zdi, da ta filozofija, če je neki konkurenci dober laufa en oglas, da je velika možnost, če govorimo o UGC-ju, da ni to oglas, ne, če nek video dober performa, da ima vse elemente, da jih algoritem še enkrat zazna, da bo še enkrat dobro performal pri tvojemu produktu, če je pač podoben produkt. Ja, sigurno. Ne odkrivati tople vode. 50, no. Ja. Ne rabiš odkrivati tople vode danes, lih to je. Lih ta kreativnost je v bistvu ubita v svetu oglaševanja, če se pogovarja o e-comu. Kreativnost praktično ti ne pomaga, toliko, kot ti je mogoče včasih, da si izstopil. Če greš ti delati ta prav branding itd., ja, to je drugo, ampak večina teh e-comov gre po tej hitri poti, samo čim več kreativ, v čim krajšem času, dobiti winnerje in winnerje poskalati s tem, da jim se doda več budžeta za kup več oglaševalskega prostora. In tak je game, ja, se strinjam s tabo, tak je game. Ampak je zanimivo to, kako v bistvu dejansko to omogoča danes vsakmu laiku, pa sem jaz tudi recimo, z njim bi lahko kakšno še rekel na to temo, Luka Božič, on tudi ima svoj school community, pa pri meni je bil na podcastu. On recimo je tudi profesor, kar se tega tiče. Bolj dropshipping scena, ampak ja, noro, tako simpel v bistvu je lahko strategija, če ti ne odkrivaš tople vode. In tako, kot si rekel, kakšen video na school definitivno glede tega, kako si kle pomagati. Če je kdo to, kar posluša, pa je bolj z e-coma ali pa advertisinga, po moje, da zna biti to zanimivo, tako da se lahko sign upa noter. Zaenkrat je še zastona, ne? Tako, pa ne bo več dolg. Ja, to bomo pa videli. In to, kar si ti rekel, mogoče bi lahko tudi kakšno tematiko odprla, ki bi ful pomagal mladim founderjem, nima veze zdaj, delajo fizične ali digitalne produkte, ker sem videl ful uspešnih mladih fantov, ki so delali to, kar si ti govoril zdaj, kopirali nekaj, kar že deluje. In naredili produkt, ki ima veliko konkurence, podoben, in oglase, ki dobro performajo. Se pravi, po najlažji, po minimalni liniji odpora, vseeno je treba veliko delati za to, ampak malo pa razmišljati, oziroma pametno razmišljati. In pazi zdaj to je pa moj podatek, da veliko več mladih, uspešnih ljudi poznam, ki so zaslužili blazne denarje, so delali to, kar si ti rekel. Kopirali nekaj, kar je že, in kopirali oglase, ki že delujejo. Veliko več pa poznam ljudi, ki jim ni uspelo in jih pač tako grdo je reči, ampak so pač ljudje, ki so nekaj probali in jim ni uspelo, še, pa da bodo nadaljevali in so se kaj iz tega naučili in da jih to ne bo potolkalo, ampak veliko večino founderjev proba pa razviti nekaj čist novega in testirati svoje oglase, kar je veliko težji, pa moraš imeti veliko več denarja pa časa, ampak gre pa zdaj sam na produkt, delati produkt, ki ga še ni, moraš sam sebi ustvarjati nov trg. Točno to. In kar je težko in sploh, če razvijaš nekaj,
ti, če ni konkurence, je to lahko slab znak. Lahko da razvijaš nekaj, kar noben rab in se sam tebi zdi, da je dober. In v to past se ujame veliko founderjev. No. Ja, zanimiv pogled na to je ta, da ne vem, kako se ti spomniš svojih early stageov, ugotavljanja, kaj bi delal, ampak pri nas je dostkrat zgledal, da smo začeli z vprašanjem, kaj je nekaj, ki še ne obstaja. A ne? Tudi mi. A veš, in je iluzija, a ne? Zakaj bi dajal, pa vse to bo pršal s tem, da boš ti svoj produkt razvil v to smer, da bo na koncu dejansko tisto, kar je popolnoma unikatno, a ne? Pa se klej mogoče bolj nanašam na personal brand, ampak tudi personal brandi obstajajo, a ne? Se ti še zmeri, pač, ja, daješ nek personal brand v svet, ampak realno ljudje ne bojo s tabo delali zato, ker ti je tako ime, pa tako zgledaš, a ne? Ampak zaradi tega, kar daješ v svet in spet klej, če si odvisno, v kateri niši si, a ne? Veš, med podcasti pač jaz nič novega ne delam med podcasti, ampak s tem, ko pa jaz izhajam iz sebe, pa vodim pogovor tako, kot ga jaz želim voditi, teda. Klej se pa jaz razlikujem od drugih. A veš, in je kvaliteta v bistvu tukaj nekako tista, ki jo ljudje določijo, zakaj jim je moj podcast recimo všeč, a ne? Ali pa zakaj jim je od Selakoviča boljši, ali pa od, ne vem, kogarkoli drugega, a ne? Se pravi, ti si izbral nek format, ki deluje, oziroma, ki ga imajo ljudje radi poslušajo podcaste in pol si dodal neko svojo noto, nek svoj način, pristop in tukaj se v bistvu diferenciraš, kar je pravilno, imaš svoj produkt, unikaten, vendar na formatu, ki je nekako že proved, ne? Nisi se ti izmislil podcasta, founder podcastov na svetu. Ne? Ja, in ne diferenciram se jaz, diferencirajo me ljudje, ki to spremljajo. Torej, meni v bistvu poslušalci določajo, kam jaz pašem. Štekaš, jaz probam ostati svoboden in odprt, da grem lahko kamorkoli hočem, itd. Ne? Ampak, če recimo imam jaz, ne vem, 20,000 subscriberjev, a ne, 25,000 so vse, ne bojo ti vsi rekli zaradi istega razloga, da subscribajo, a ne? Ja, to je res, ja. Toliko verzij, toliko ljudi, ki te pozna, oziroma toliko ljudi, ki pozna tvoj produkt, toliko brandingov tvojega produkta obstaja, toliko brandov obstaja v tvojem produktu, a ne? Se mi zdi, da tle malo izstopava iz tega tradicionalnega pogleda na brand, ki je točno določen, to je to, a ne? V to je Nike, recimo, ful dober primer Nike, a ne? Dobro. Kako so na začetku oni bili pač dosto omejeni in po so z eno preprosto potezo, ki je bila, da so zaupali prvič v življenju Jordanu, a ne? Da bo on vezan na prodajo, Air imaš film, ful dober. Da bo on vezan na prodajo tega čevlja, ne? In bo on imel od tega nekaj doživljenjsko. Kle so pa oni pol začeli razumeti, da je Jordan tist, ki ustvarja brand za njih, a ne? Da bojo ljudje zaradi Jordana kupili Nike-ce oziroma Jordanke, a ne? In kle je ta hitro priješ v to miskoncepcijo, da je tvoj brand svet in da ti pač delaš samo tako in si v tem kalupu teh urejenih pravil CGP-jev itd., a ne? Zdaj smo pa že v fazi, kjer v bistvu se folk zaveda, da brand tebi delajo creatorji, influencerji, customerji, a ne? Zaradi razvoja tudi interneta, Web 3.0, a ne, je k temu prinesel. Vsak zdaj to objavi na splet in stoji za tem. Jaz pa to kupujem pri, ne vem, temu pa temu brandu, zato ker to pa tret pa četrt pa pet, a ne? Recimo, včasih si ti šel pogledat profil od branda na Instagram in si videl pač urejen, stilsko, dovršen feed, a ne? Točno take barve, točno taki teksti. Pa klikneš zraven in teh videov je, ne vem, eden na dan se objavlja, ali pa slika, eden na dan. Pa ti klikneš tagged in tam vidiš ti, kakšen je zares branding podjetja. Tako, a ne? Tam ti vidiš brand. Kakšen je experience ljudi s tem produktom. Hudo. Ja, in zato tudi v e-comu, a ne? Zato je toliko priložnosti dobil influencerjev, creatorjev, da so pač prišli. Tvoja punca ima agencijo za TikTok, a ne? Oziroma za Creatable, torej delajo kreative, a ne? Ja. In tle je lih to je fora, a ne? Ljudje se povezujemo z ljudmi, ljudje se ne povezujemo več z brandom, a ne? Ni več tega, jaz pa nosim samo Nike, ali pa jaz pa nosim samo Helly Hansen, ali pa ne vem, karkoli, ne? Ne, pač jaz izbiram brande na podlagi tega, bolj ne, ko na nekomu vidim nekaj, kar mi je všeč, vprašam, kje si to kupil in pol kupim. Mene briga za blagovno znamko, načeloma, a ne? Sem ti pa imaš tako lepo, vidim, zelo lepo urejen profil. Ja. In potem, kako si rekel, da moramo videti ta prav brand, da kliknemo na... Na tag.
Na tole? Ja, ampak mi se pogovarjava o projektu, kjer ga brand se razvija konstantno. Ne? Če greš ti pogledat prve thumbnaile, ki sem jih za nalaž pustil, jih nismo spreminjali od podcasta na YouTubu, Okay. boš videl thumbnaile, ki sem jih jaz delal. Okay. In jaz to z razlogom puščam, da lahko komu, ki pride na konsulting ali pa coaching, rečem, lej, ne rabi biti takoj vse, tako kot pač vidiš, da more biti pola. Ne? Ti se razvijaš s projektom, sproti ti rasteš in s svojim brandom tudi. In se je brez veze omejevati. In hvala Bogu, kle imam jaz Iso, ki pač podobno razmišlja kot jaz. Hvala, Isa. Hvala Isa. In skozi v bistvu refreshava način, kako ga vidimo. Nimam pa jaz brenda, ki je usmerjen v prodajo. A veš? Torej, jaz se ne rabim iti igre tekmovanja za ljudi, da bo več ljudi meni subscribal, k ne vem, Klemnu ali pa Atmosfercam ali pa komorkoli. Ne rabim se iti te igre. Zato, ker verjamem, da pač se ta pravi ljudje najdejo in ko pridejo ta pravi ljudje. To je približno tako, kot si prej omenil, za to, kar se bo v školu dogajalo. Ljudje iz lastnih niš bojo na svoj način predstavili produkte. In to bo ustvarjalo relevantnost ljudi, ki jih zanima ta niša, zato ker bo nekdo to s srcem pa dušo predstavljal gor. Čeprav se gre za AI, bojo še zmeraj rekli, ok, v redu, to bi pa tudi meni lahko pomagala. Če bi midva to naredila, bi delala to sam z namenom, da dobiva nove ljudi. Oni bojo pa to delali z namenom, da v bistvu pokažejo svoj passion in kako vse prešujejo probleme. In zato se mi zdi to dobitna kombinacija klejane. Kaj pa misliš zdaj o tem, kar si govoril, na to, da zdaj precej ljudi v Sloveniji tudi dela svoje AI skule? Kako se midva diferencirava od njih? Kaj midva delava drugače? Zakaj bi oni prišli k nama? Jaz mislim, da veliko tega bo nastalo tudi v prihodnosti, super, ne nastane, hvala Bogu. A veš, jaz vem, da midva delava to sta pravega namena in zato to tudi delam. Torej, bistveno je dati ljudem možnost, da pač nekje profitirajo od tega, ne samo denarno, tudi časovno in karkoli. Torej, so v stiku s časom. Če bo nekdo boljš predstavljal orodja, če bo nekdo boljš za ljudi nekaj delal, hvala Bogu, pejte k njim. Dokler mi ne ratamo dosti dobri, da vam bomo lahko dali to, kar vam oni omogočajo. Štekaš? Se mi zdi, da midva se ne ukvarjava preveč s tem, kdo vse to dela, pač ukvarjava se s tem, da pražgeva kle kamero, da ti uploadaš, da grejo te vsebine ven in bova videla, kaj to prinese. Plus to, kjer jaz mislim, da se diferencirava, vsaj čez moje oči, je zaradi tebe, ker te gledam že zadnjih par let, kako dejansko, ko pride do nekega trenda, proaktivno pristopaš k temu. Ne samo opazuješ in govoriš vsem, koliko imaš dobre ideje, ampak dejansko greš, narediš in pokažeš. In se mi zdi, da je to ključno, če se danes hočemo učiti. Biti obkroženi s takimi ljudmi, ki grejo, se naučijo za vse nas, pokažejo, kako se to dela in grejo naprej. In se mi zdi, da ta konsistenca tukaj, pa ne vem, energija, karizma, ki jo bova tukaj noter skupaj dala, se mi zdi, da je tista, ki bo pač pomagala tukaj, da raste. Tako, vse to sem hotel slišati, mislim, kaj boš rekel. Dala jim bova dober content, zanimiv content, manj orodij, boljša orodja, taki nam pa resnično pomagajo. In če lahko od tega odnesejo, mislim, da če želijo, bodo. Jaz mislim, ne vem pa, kako drugi delajo. Ja, ne moreš zgubiti, če daš to, kar obljubiš, da boš dal dovolj dolg časa trgu. Zato, ker se boš tekom te poti tudi ti naučil, kako še boljš to narediti. Poslušala bova ljudi, feedback, zato nam je že zdaj pomemben. Kar se tiče marketinga, pa tega, koliko ljudi bo v skulu, pa to je pa čista direktna korespondenca s tem, koliko bo dober najn marketing, koliko bojo ljudje delili to, koliko jim ljudje se bo vredno zdelo to, da to priporočajo prijateljem. In to je to, Kako bo dobra vsebina? Točno to. Kako bo dobra vsebina. Jaz mislim, da content tukaj v tej zgodbi je najbolj pomembna stvar. Poleg tega, da kle lahko izkoristva nekako zaupanje, ki ga že ti imaš, pa ki ga že jaz imam v najnih lastnih krogih, da bova imela pač neko podporo, dokler ne zajebava pa zgubiva zaupanja. In to se ne sme zgoditi. Verjamem, da če se to ne zgodi, lahko midva pač to zgodbo gradiva dolg časa. Ljudje bojo pa tisti, ki bojo povedali, je vredno ali ne. Tudi ko bo enkrat plačljivo, ljudje bojo tisti, ki se bojo odločili, a je vredno podpreti ta projekt s tem, da plačuješ monthly subscription in dobivaš vso to vsebino, se učiš dalje ali ne. Prepričevati ljudi, da je pomembno za njih,
ni igra, kjer bi se jaz igral. Raj prej to dam ljudem, pokažem, zakaj je pomembno, da se pol oni pač no-brainer odločijo, jaz hočem biti kle zraven. A ne? Tako. Sem pa videl dve velike ciljne skupine, ki nastajata znotraj najnega skula. In bova mogla malo se prilagoditi, oziroma kaj bom kar direkt vprašal. Prva je ljudje, ki želijo, da jim na poljuden način razložiš AI. Se pravi, ko res ne vejo veliko in ne uporabljajo teh orodij še in niti ne razumejo dobro, kako to deluje. Se pravi, največja gledanost pa povpraševanje imajo po videi, na katerih razlagam najbolj enostavno, kakor gre. Brez tehničnih izrazov, kompliciranja, ampak da povem po domače, tako je, tako se vrti, tako dela. Druga je pa ta, da želijo, so pa, ko bi rekel, zelo napredni uporabniki, ki želijo, da jim zelo, zelo tehnično razlagamo stvari in v detajle in jim to nuca, v smislu ne samo kako se naredi chatbot, ampak kako se naredi vektorska baza, kako vektorizirati podatke, jih potegati z meta podatki, v glavnem to je za navadnega človeka, what the fuck are you talking about? In kako spraviti ta dokument zdaj, da se to povektorizira, pa potega, pa da bo to AI vedel in to. Glavno, in tu se ful razlikujejo te dve skupine in je težko z enim videom, ki ga zdaj naredimo, recimo včeraj je prišel en, danes pride en, ne, težko nasloviš, da so zadovoljni vsi. Ker na enemu razlagaš, kako deluje, drug bi pa rad, da mu pa poveš eno funkcionalnost noter, pa v nulo, pa kursov 10 v tem. Kam ti misliš, da bi se bo najin skul mogel bolj usmeriti? Jaz mislim, da sva točno o tem govorila, da se bo lih kle najdu. Predstavljaj si ta scenarij. Ti imaš noter v tem school communityju 10 kreatorjev, vsak iz svoje niše, vsak svoj level skilla, ne? In zdaj te kreatorji vsi postajo noter content in ti si kot obiskovalec tega skula, ko bo te vsebine še veliko več, filtriraš lahko, kakšna vsebina te zanima, 100% se bo dal nekaj tazga narediti. Itak, to so mape, enostavne mapice, ker lahko imamo za začetnike, za te, za to. To, po drugi strani bojo pa te kreatorji, ki bojo noter ustvarjali, imeli lastne profile, katere ti lahko followaš. In pa midva lahko rečeva, ok, znotraj skula je tak princip. Do konca leta, tisti, ki je najbolj rejtan, pa ki je največ vsebine produciral, ki so jo ljudje dobro ocenili, dobi €1 milijon. Dobi milijone. Ja, v enem tokenu na Binance-u, underdog token. Dobi kaj, recimo? Dobi, ne vem, neki dobi. Lahko je to cash, a veš, vseeno, ne? Neki, da je v bistvu določen, da so določena pravila igre in da je na koncu tudi nagrada, ne? Čisto iz tega vidika. Zdaj, če pogledava iz vidika userja, valjda, midva so šla zelo široko na to, ne? Veš, 700 ljudi je prišel noter v roku 3 tednov. Kako bojo te vseh 700 ljudi točno zaradi te stvari prišli? Ne bojo. Oni so prišli zato, ker hočejo biti zraven projekta, ki govori in daje tutoriale o AI-ju. In s tem, ko bojo pač ljudje začeli uporabljati ta orodja preko teh tutorialov ali pa ne, se bojo začeli med njim delati razlike, kako jih bojo oni uporabljali zase, a ne? In mi ne bomo mogli tukaj vseh zadovoljiti. Kar si pa lahko dovoljva, je pa, da sva pametna, pa rečeva, ok, se pravi, School je najna Discovery platforma, kar pa zdaj midva zraven še delava, so pa modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, ki je pač primeren za tistega, ki se takrat nahaja v tem pač določenem segmentu. Torej, imeli bomo webinar za začetnike, na webinarju se bomo pogovarjali o ChatGPT-ju. Naredil boš delavnico, tako kot sta jo naredila z Tanja, ne? Tanja? Stanja Fric, odlična predavateljica. No, sta jo naredila za specifične ljudi, ki jih je prišlo koliko, 20, ne? Malo manj, ja. Naredila sva, v bistvu sva podrla rekord za največji webinar, je bilo 600 prijav, 300 udeležencev do takratšnega datuma. Mislim, da še zdaj ni noben podrl. Čakaj, govoriva o kaj? O AI, največji webinar. Aha. Prav v Guinnessovi knjigi rekordov sta zdaj. Sloveniji. Ok, zgledi. Kjer si ti car. Druga je pa delavnice, ker tu so pa tako po 20 ljudi, bolj nišno usmerjene in podobno. Slovenski rekord. No, in poglej zdaj to starja, ne. Dejansko, kad ti enkrat delaš na tem, da
velikim ljudem samo pokažeš ta prvi korak. Pejte sem, pa boste odklej naprej pol šli sami, kakor boste hoteli in jim samo daješ content. Ko ti naslednjič rečeš, zdaj bom pa to naredil, koliko večjo možnost imaš, da bojo ljudje tebi že zaupali, zato ker si jim na začetku pač nekaj dal. In bojo rekli, ok, pridem. In pol daš nekaj plačljivega ven in bojo rekli, tudi plačati sem pripravljen, zato ker ta človek pač res ga zdaj razumem, poznam ga še prej in ga zares poznam. In je dobra strategija, ne glede na to, kam se zapele to, kar bo delala. Lahko da bo na koncu dneva, da se bo tako zapeljala, da sploh ne bova midva več na koncu not vključena operativno, ampak bova midva razvijala neke tule, aplikacije, karkoli, vsak po svoje šla. Še zmeri. Podcast bo pa AI vodil? Ne, to po moje, da bova delala. Ampak, a veš, give it to the fucking people, stari. Pa naj pridejo eksperti iz področja AI-ja. Midva bova pač na koncu dneva po moje tista, ki bova imela ljudi, ki so se pripravljeni učiti, ki so pripravljeni nekaj narediti, ki so pripravljeni pač investirati svoj čas na začetku, zato, da jim bo pol pač na koncu to, kar so investirali svoj čas, vračali z nekim drugim monetizacijskim sredstvom, recimo denarjem. In na koncu dneva, kar midva delava, je namenjava čas temu, da zdaj to približava ljudem, ker smo v taki fazi. Nismo v fazi, kjer vsi že poznajo AI pa urodja, kako delujejo. Ne, zdaj smo v fazi, pač pionirji tega smo. In se moramo tako tudi obnašati. Se mi zdi, da je to tudi tako relevantno ljudem. Ker nismo midva zdaj kle se pozicionirala, kot midva sva najboljša v Sloveniji za to tematiko, fuck no. Ampak se pa pogovarjava o tem. Deliva lastne izkušnje. Probavava tule. Tako kot prej, ki sem rekel za Opus. Dejansko Opus uporabljamo zato, da bomo social medijo gradili. Lahko pogledate Instagram pa TikTok profil. Chat Trips School. Mislim, da sta naslova. Ja. Pač ni jo gledal, ampak vseeno je. Važno je, da jaz vidim, a v praksi to, kar midva predlagava ljudem, resnično deluje. In zaenkrat deluje. Ni jo gledal, ker so naj shadowbanal. Shadowbanal, ja. Kaj pa, če bi lahko jim dava danes en AI tool pick, recimo notebook LM, ki je prišlo včeraj na school? Dej, ja. Ful bilo vprašanja po tem. Ja. Ful ljudi je pisal, da si to želi, lajkal predlog, ki damo vsake to predloge, si želite to, dajte lajka, če bi imeli, In narediva malo eno kratko predstavitev, kaj je to, da si lahko pridejo pogledati. Povej, v skulu imate pa dejanski video, kjer ti to že stestiral in sem videl, da si šel v ta podcast modela, ki ga on generira. Ok, go. Notebook LM je od Googlea eno super orodje. Glavne neke stvari so za ljudi, ki se želijo učiti ki so bolj slušnega tipa, ki bi se radi učili neke nove vsebine, ko se vozijo, ko preden grejo spat, kadarkoli imajo lahko slušalke noter ali pa poslušajo, In v bistvu ti daš ali neke svoje datoteke, neke Word dokumente, PDF-e noter, ali pa rečeš, ti mi najdi 20 virov na internetu o tej tematiki, bilo kaj je lahko. In ta AI reče, ok, kako pa hočeš, da ti deliveram to vsebino, pa imaš pa opcije. Podcast, in ti generira podcast, zabaven, ker se dva AI-ja pogovarjata, ne robotsko, tako, ampak intonacija lepa, lep zvok, vmes vdihi, in tako naprej, naredi ful fajn je, ker imaš res občutek, da se dva človeka v tem pogovarjata, in ta podcast lahko ti objaviš potem ali pa pošleš tudi naprej, objaviš kot svoj content na svoji spletni strani, Spotifyju, kjerkoli hočeš. Se pravi, to je za slovenščino. Če hočeš v angleščini poslušati podcast, imaš pa še eno čisto hudo stvar, da se ti vključiš v ta pogovor. Se pravi, jaz rečem zdaj, ok, povej mi, ne vem, zanima me odgovornost AI-ja, kdo je odgovoren, če AI naredi napako, on 20 virov potegne, jih cross-checka in naredi podcast v angleščini. In zdaj se začnete pogovarjati, danes se bomo pogovarjali o tem, pa tem, pa tem. In ti klikneš gumbek, kao dvigneš roko in reče AI, somebody wants to join us. Hello? In ti rečeš, ja, živijo, hello, I want to know about that and that. In se začneta, alright, that's a very smart question. In se začneta o tem ona dva pogovarjati. In v bistvu ti sodeluješ kot tretja oseba v podcastu dveh AI-jih. In to je tako, in za ljudi, ki so slušnega tipa, pridobivanja informacij, ful huda zadeva. To je ena funkcija samo, znotraj. Ja, jaz sem poslušal to, kar si ti naredil na school, ki si objavil ta video in ki je prišel do tega dela podcasta,
Iskreno, meni je bilo malo cringe, tako pač nisem čutil duše. Tako mislim, za nekoga, ki ustvarja podcast, pa ki ima pogovore z ljudmi, veš, mi je bilo. Meni za moje ušesa to ni. Ja. Verjamem pa, da marsikomu pa to bi bilo. Sploh iz tega vidika, če hočeš ti malo bolj deep dive v nek research, pa se lih voziš, daš noter, ti naredi, te priprav, kakorkoli, ti date informacije. Tako da definitivno vem, kam gre s tem projektom Google, ampak se mi zdi, da se vas hoče znebiti. Ne, to itak je drugo, ker res ni duše, ni duše in to jaz mislim, da AI nikoli ne bo mogel dati tega noter. Nekaj je na energetskem nivoju, a štekaš, kar ne vidimo. In za nekega racionalnega človeka je to zdaj, kar govorim, bullshit. Za nekoga, ki pa mogoče malo bolj se je poglobil vase, v energijo, v vibracije, v te zadeve, bo pa razumel, kaj hočem povedati. In jaz tukaj vidim AI kot orodje v prihodnosti. Zato AI jaz ne vidim kot nekaj, kar nas bo nadomestilo ali pa karkoli. A veš, kaj mislim, kaj so te glavni strahovi. Pač ne, drugače, zelo drugače. Po mojem, da imaš prav, sploh, ker se spoznaš na vsak detajl in vidiš v podcast formatu in pri ljudeh. Ti imaš zelo dober občutek, si tudi coach. Ja. Oziroma, kako bi se uradno rečeš? Pa ne vem, kako rečem. Ja, na ena delavnicah ja. O poslu in življenju. Tako, ja. Zelo enostavno. Tako da verjamem, da čutiš, da je AI in da je pač sta fucking dva robota at the end of the day, ampak mogoče za nekega normalnega človeka, po mojem tudi jaz pa normalnega brez znanja tega, pa brez meni je prijetno poslušati, tukaj moram reči, da mi je prijetno poslušati dva AI-ja, če želim ekstraktati neke informacije. Ni mi težko, težko mi je poslušati ChatGPT, ki mi govori v eno, s tem bedastim glasom, njegovim robotskim. Ja. Tle mi je kar prijetno, ampak dobro, to je pač en format, ki ga lahko uporabljajo s to aplikacijo, je brezplačna. Drugi je video predstavitve. Kaj pa o tem praviš, če si uspel pogledati? Video predstavitve pa, definitivno, kjer je že zdaj AI boljši od mene, je, da v manjšem času brainstorma, išče rešitve, zna pogledati iz drugega zornega kota, pripraviti ogrodje, besedilo, prezentacijo, razume flow od začetka do konca. Ja. Jaz mu njemu rabim povedati, to, kar tudi delam v bistvu s folkom ena na ena, basically. Pač povej mi, kam greva, kam želiva prideti, kaj je tisto, kar iščeva. In potem z nekega tega reverse engineering modela sestaviš ti dejansko, kako se bodo tja pršali. In AI, že ChatGPT ti to naredi vrhunsko, ker predpostavlja to na podlagi ogromno ene vsebine, ki je pač dokazano v praksi delovala. In video predstavitve so ena izmed njih. Zdaj, jaz sem pristaš tega, da ko sem imel jaz te svoje predstavitve, jaz vem, da sem tam noter dal eno tako energijo, da je folk to začutil. Že AI... samo predstavitev? Ja. V predstavitev ali v izdelavo, rečemo, PowerPointa? To so zdaj dva različna, ne? Že ko sem jaz PowerPoint delal, sem ga delal tako, da je bilo meni všeč. Tvoj signature je imel več. Ja, bilo je tako, ne vem, vsi so delali na belih podlagah, jaz sem že od štarta jih delal na črnih podlagah, svetlo-modrih, ne vem. A veš, nekako sem se kreativno tako izražal, da je bilo meni všeč. In jaz sem te PowerPointe kazal folku okoli. Tako, jaz sem PowerPointe delal za stvari, ki sploh nisem rabil PowerPointa nekomu predstavljati. Jaz sem ga delal zase. In če bi pa jaz rabil tebi zdaj na hitro predstaviti nek pitch ali neki, bi pa definitivno tukaj rekel AI-ju, da mi pomaga. Ne vem pa, kako ti vidiš te video predstavitve. Kaj je bil namen v bistvu tega, da si šel ta video delati, predstavljati? To orodje meni ful pomaga pri delu in predstavitvah in pri učenju novih stvari. Te video predstavitve vrhunsko povzamejo vsebino, sploh ker ti lahko napišeš malo specifično o čem. 20 virov, to je ogromno neke vsebine. In ti mu lahko točno rečeš, ne vem, zdaj pa včeraj smo imeli astrologijo in sem rekel, ne vem, naredi predstavitev o sam konkurenci astroloških aplikacij ali naredi mi predstavitev samo temu, kdo je ciljna skupina in zakaj je človek pripravljen kupiti astrološko aplikacijo, naročnino ali plačati za astrologa in ti v tem naredi. In v bistvu lep dizajn,
imaš full template, Gemini dela design, smiselne stvari govori na podlagi podatkov, ki jih je cross-checkal, sprav, to je najbolj pomembno, no. Krati da še voiceover čez, da lahko sam pošljem ekipi. Medtem, ko, ne vem, ChatGPT ti bo nekaj napisal. Ja, pa tudi problem ima Bo pol, da včasih- ti eksporta PDF-e pa vse te zadeve, jaz vem, da sem imel. Pač hitro prideš do točke, ker ti on reče, tega pa ne morem narediti, ne lahko ti dam pa navodila, kako narediš. ChatGPT, ja. Ja. Ja, tukaj pa je, ne vem, cela predstavitev zdizajnirana z voiceoverjem, s kvalitetnimi podatki, v formatu MP4, tukaj je zdaj problem edino, ne. Video predstavitev. Ni to nadomestek PowerPointa, če bi ti rad nekaj premaknil malo drugače na slajdu, ne boš. Ja, Zaenkrat. vidiš, ja. Tako da, in pa poročila je še ena funkcija taka, res ti naredi lepa poročila o mnogo bolj kvalitetna, kot sem jih jaz videl od ljudi, ki se ukvarjajo z izdelavo poročil o raznih firmah. Pregledno, Ja. ja. Kvalitetno, pregledno, jasno, no bullshit. Ja. Povzetek na vrhu in tako naprej. Ga ful uporabljam, to je bil edini pravi razlog, zakaj sem se odločil za to orodje včeraj. Sprav notebook, LM, to vse še vedno govorimo o tem. Kaj boš pa danes objavil? Danes imam pa idejo, da bi jim prikazal HeyGen in da bi v bistvu naredil predstavitev celo AI. Tudi tale mojo ikono video, ki sem ponavadi jaz in tudi v prihodnje bom. Videl sem rekel, ok, ne AI naredi predstavitev zame, naj predstavi HeyGen, se pravi, naj on predstavi sebe, prikaže pa naj, da sem jaz, pa da jaz govorim. Hudo. Pa da vidimo zdaj, ajde, da ne v teoriji nekaj govorim, ja, tukaj lahko naredite za predstavitve, pa ajde, naredijo, pa če bo za nič, bomo pa vsaj videli realno, bodo videli ljudje, česa je sposoben. Jaz mislim, da bo predvsej dober in da kakšen, ki me ne pozna, sploh ne bo vedel. Kaj pa tale? Prepričan sem, da kdo, ki me ne pozna, ne bo vedel. Ne, itak, valjda. Mislim, bom povedal na začetku, tako da bodo vedeli, ampak. Ja, štekam. Kaj pa Atlas od GPT-ja? Kar Se pravi, crazy. nadomestek v bistvu Google brskalnika, ne? Da je v bistvu GPT dal ven svoj ta brskalnik Atlas. Ja, tole pa. Tole so pa malo sniki naredili, sniki. Mislim, da nismo pričakovali tega. Tudi, ko so ga vprašali, so sprašvali Sama Altmana, ustanovitelja. So people say this is a Google killer, pa to, ne. Je bil on tako, ne. Kao, mi bomo čist druge stvari delali, to je chatbot variant. Mislim, to je tako, sploh od začetka, ne. To ni naš cilj, da brez skrbi. In pol samega dneva, bum, stari, direktna konkurenca Google. Dobro, ja, če je Elon Musk investiral vate, ne vem koliko, 100 milijonov, če ne več. V OpenAI? OpenAI, ja. Kdaj je bilo to? Čist na začetku. A jaz sem išel ven, pol, ne? Ja. Ni ga zdaj zraven, ampak so naredili browser, ki v bistvu, jaz sem probal, klical me je kolega, za nekaj, ne vem, kje me najdu za to, da bi rad neke misce naročil z Kitajske. Če mu lahko najdem najcenejše. In sem bil tako, bom zrihtal, ne, da sem si mislil, kje se mene najdu zdaj, je za en tisunc stari. Ampak dobro, smo prijatelji, važi, bom zrihtal. In zvečer ležim že v posli z računalnikom, nekaj razmišljam, sem rekel, ajde, dej, jih je prišel ven ta dan, Atlas. Ajde, dej, bom mu vrgel to sliko, ki mi je poslal, pa mu rekel, dej, najd mi, ne. Hudič mi je res najdel. In gledal sem ga, ko je šel lepo na Alibaba, človek upisal noter ta produkt, najdel mi par primerov, cene dodal in tako, in slikovno, veš, jaz sem bil sam tako, nič nisem klikal, nič nisem delal, agent je šel na stran, najdel, mi spisal, vprašal me je vmes, a se želite, da se tudi v vašem imenu prijavim, kao moramo dati dovoljenje, pa se lahko s tvojim accountom on prijavlja noter, pa dela kar hočeš. Mislim, da je to next level od Googla, verjamem, da Google tudi o temu ne samo da razmišlja, ampak da so OpenAI, da jih je spet prehitil tukaj. No, niso zdaj edini, ampak so pa prvi spet. Prvi je biti zmeri riskantno, ne. Lahko si prvi, pa se vsi wow, ampak
če boš imel za nič produkt, bojo itak šli vsi drugimi in boš sam trg odprl. Po drugi strani, če nisi prvi, po drugi strani, če ti rata, si šef, ne, to je OpenAI s ChatGPT-jem rata, ki je prehitil vse in dal launch. Ne vem, ampak zdaj se je spet odločil, Atlas so vendar, očitno je bil zrel, Google verjetno kovne zadnji. Preklinja, da niso oni, so že dali AI search na drugačen način Google v prednost. Ti, ki nekaj napišeš, časih na mobil ti da AI odgovora, ne samo odgovor, ampak recommendation. To je. Ja. Ampak oni so se drugače lotili. ChatGPT-jev Atlas je pa agent, ki ti v bistvu izvaja stvari in dela stvari in išče za tebe. Ne samo odgovor, ampak produkte mi je najdel, evo ti. Jaz sem sam pol en klik do nakupa, nisem še samo pa poslal linka. Ne. A misliš, da bojo v prihodnosti naredili opcijo, da boš ti oglase plasiral znotraj tega? Kako to misliš? Torej, ti si zdaj to misto noter vrgo, a ne? Ja. In zdaj, da bo on v bistvu za highest bidderja predlagal njegov produkt. To bi bilo crazy. To bi bilo najjača oglaševalska platforma na svetu, po moje. Se to je, a ne? Ampak jaz bolj mislim, da bo to delal malo drugače, če greva zdaj v Joe Rogan style, veš, ki se še malo filozofsko začnejo. Jaz mislim, da se bo tle AI v oglasih drugače kazal, da vse, kar danes poznamo, da bomo malo pozabili počas, mislim, ker prihajajo drugačni vrste oglasov. Po mojem, da prihajajo oglasi od platform, ki imajo največ podatkov o nas, to so Google, Facebook, OpenAI. Če že kjer ga pozabil. Apple. Cel. Ja, Apple, ja. Da bodo delali oglase, ki bojo resnično namenjeni samo tebi in jih boš videl samo ti. Ker te tako dobro poznajo, bo AI delal oglas, naredil oglas zate, prav zate, v dušo zate, da boš kupil pismo, ker je to nekaj, kar rabiš. In ga prikazoval sam tebi in da se jim bo to splačal zelo dobro. Razumeš, da ne bo Razumem, ja, se drugače te vpraša že zdaj, kjerakoli aplikacija, ki greš v njo, a želiš, mislim, ne kjerakoli, ne vem, če kjerakoli. Personalizirane oglase. Personalizirane oglase ali ne, a ne? To je, te personalizirani oglasi so generirani, ne vem, third party in pol jih AI razporedi, da jih ti vidiš, ker so v bistvu za nekaj, kar imaš ti interes. A ni to umesen stage do tega, ki pripelje do tega, ki si ga ti omenil? Kako je upgrade teh personaliziranih oglasov? Ja, jaz mislim, da ne bojo agencije več rabile pa podjetja delati oglasov, kao general oglasov za različne angle. Ja. Ampak da boš ti plačal za servis, platformi kot je Facebook, in bo Facebookov AI sam generiral oglase za specifične ljudi. Filozofiram. Ampak kdo je naročnik oglasa? Isto kot zdaj. Podjetja. Firme, ja, agencije, firme je naročnik, ampak ne bojo več delali ad-setov, pa kreativ, pa to sami, po mojem. Sam zakaj pa ti rabiš še marketinško agencijo? Ne rabiš. Dejansko, če ti on vse naredi, a ne? Razumeš, ti plačaš. Razumem. AI pa za vsazga, mislim, za tvoj produkt, ampak dela sam, kada bi rekel, zdaj ugotovi angle zate, kako ti moraš videti ta produkt, da ga boš kupil in bo zate naredil glas. Ker ga noben drug na svetu ne bo videl, sam ti ga boš videl. Če ne bo šlo, malo drugače, ampak spet sam zate. In tu bo zdaj, če bi danes to delali, to ful drago in se ne splača, ampak če bojo uspeli poceniti elektriko pri porabi, pri generaciji vsebine, bo to beast, ker bo to je manipulacija v bistvu. Jaz ti povem to, kar ti hočeš slišati, zato da boš ti kupil in to je najbolj tako logično, programsko, najbolj make sense, da se naredi. In verjamem, da razmišljajo o tem, če jaz o tem razmišljam, pa nisem to slišal nikjer, ne prebral, ne nič. Enkrat se mi je pač posvetilo, verjamem, da se je tudi Zuckerbergu, Samu Altmanu, da tuhtajo, kako v bistvu, ja, mislim, da to nisem edini, ki o tem razmišlja. Ja, iz enega drugega vidika zdaj gledam, kaj pa če jaz nočem oglasov? Ne boš mu izbire. Kako da ne, stari? Ti imaš že zdaj... Google ti bo dalo, mislim, kako?
Se pravi, ko jaz nekaj iščem, zame, bom tako drugače rekel, ne boš imel push oglasov. Torej, da bo neki vsiljeno meni v moj prostor, tako kot so billboardi. Jaz se vozim po cesti in gledam billboard za Kalcedonijo. Ja? Pa boli mene za Kalcedonijo, razumeš? Ne iščem tega, ni mi relevantno, pa še zmeraj vidim ta billboard, kar je v mojem vidnem polju. Če greva zdaj mi da pogledati na digital, imaš ti to poplavo oglasov, ki ti pač vsi bombardirajo, ne vem, na YouTubeu zdaj mene zadeva skozi Hellspin ali neki, ena igrica, nek kazino je in skozi dobivam te oglase, Tek. Ne vem, ampak to so pač očitno oglasi na doseg, oziroma tokenga denarja noter vržejo, da zakupijo prostor in pol ti pač to skozi gledaš. Ni relevantno zate. Niti ima relevantno. Zdaj pol imamo pa mi, da tukaj to relevantnost, ki jo pa dobivam jaz tudi na Instagramu, na Facebooku, oziroma na Facebooku niti nisem več, na Instagramu recimo doskrat dobimo oglase, ki so pa meni zelo relevantni, za kakšne icebete, za kakšne, ne vem, optimizacije nečesa, kakšne fitness pripomočke, take zadeve. Se pravi, kle so že nekako narejeni, ok, to mi je pa zanimivo, to bi pa mogoče imel, ali pa od Nikea dobimo glase, pa sem tako, ja, ok, hudo relevantno. Ja. Ampak meni Instagram ponuja opcijo, da če jaz plačam določen denar na mesec, tako kot na YouTubu, če jaz plačam, pa imam YouTube Premium, jaz nimam oglasov, jaz oglasov ne bom videl. A veš? Torej, a obstaja zdaj z tem novim pogledom na oglaševanje in vse živo, kar sva se danes pogovarjala, a bom imel jaz možnost, da rečem, jaz sem pa pripravljen plačati za to, da oglasov ne vidim, A bo to sploh smiselno, ali se bomo pač ali bo pač tok dober ta model oglaševanja, da ne bo moteč več, da ne bo vsiljiv, da bo dejansko narejen zate, tako kot si rekel, kada meni en agent, Jure, prej vem, da si prej iskal misce, klele sem eno najdu, po moje, da ti je tole dobra izbira. Ali pa jaz kupujem avto, recimo, kupujem avto, gledam en mesec za avte, skozi pišem noter te v iskalnik, kaj iščem na auto.de, iščem na auto.net itd. In kar naenkrat jaz dobim notification, ting, ding, Jure, najdu sem, zdaj le je prišel gor en avto, toliko pa toliko kilometrov, točno to, kar ti iščeš, a te zanima, a ga greva skupaj pogledati, pa narediva research, če je to tako, kako hočeš kupiti. Klej bi pa jaz pol že rekel, pizdaj, to pa mi je pomagala, To je zelo dobro vprašanje, vse to, ne vem, kaj bi sploh rekel, filozofsko ti lahko odgovorim, ja. Mislim, da noš imel izbire. Bom ti dal še malo od spodi. Torej, o čem jaz govorim je, da a se ta podjetja zavedajo, da nam gre oglasi, ki jih nočemo gledati na živce, in kaj je potencialno lahko rešitev z AI-om, da nam oglasi ne bojo šli več na živce, ampak da bomo dejansko videli vrednost v tem, da nam nekdo nekaj oglašuje. Po mojem, to, kar si ti rekel, na tak način, subtilni oglasi, ki v bistvu niso take oblike, ki jih danes poznamo, ampak je kot neka pomoč. Se pravi, v bistvu bi lahko... Imam nekaj zate, tako tekom pogovora. Ja. V obliki nekega, enega tazga AI asistenta, ki ga imaš ti na spletu, ki ga imaš skozi zraven. To je to, kar si ti rekel, v bistvu. On je tebe klical, daj mi najti misco, Ja. Pa si ti najdu pol misce. Sam, če hočeš ti zdaj ta pravo misco najdeti zanga, si moraš kar nekaj časa vzeti, da pregledaš vse ponudbe, vidiš, komu je vredno zaupati, le pa lahko on to naredi zate, Ampak spet, imamo pol na drugi strani, Powerplaye, ne, našo boš priporočil. To bo po moje najjači manipulacijski aparatus ratov, ker tudi prodaja, kako deluje. Si gledal serijo The Office? Malo napilamo zelo. Valjda, gledam jo skozi. A veš, una scena, ki je una Jen prišla iz corporate? Ja. In sem imela en ful pomemben sestanek z enim v bistvu naročnikom, novim, ki je prišla neka velika firma, mnogo večja od Dunder Mifflin in je želela kupiti od njih, ker so imeli boljše cene. Dunder Mifflin je pa hotel, da od njih kupuje in je Jen prišla kao, da bo zrihtala to, da bo šla na stanek in da jim bo prodala njihove storitve. Se spomniš tega?
In je Michael je pa tak bedak ima, ampak ful kao inteligenten ni to, ampak pač hoče, da ga imajo vsi radi, pa da je funny, kao. On hoče, da je funny. No in sta šla na ta sestanek s tem urejenim, uglejenim gospodom in je rekla mu še enkrat, Jen, Michael, bom jaz govorila, ne. In prideta tja in Michael začne zganjati bedarije, ne. In začne, ni sploh pustil, da se v biznisu pogovarjajo. Spomniš? Vse drugo, jedli so tam porutničke, pogovarjali se o ločitvi, zakaj se je Jen ločila. Jen se ga je od hudega napila, ker je videla, da je Michael vse zajebil, da tega dela ne bo, ker se norca dela in ne pogovarja o biznisu. In pol je napeljal, so se ga že malo napili na pogovor s tem gospodom, da čist nekako organsko, kako Michael pozna svoje okolje in da te ta velike tovarne prihajajo, pa velike trgovine in v bistvu dampnejo ceno, da dobijo posel in da vsi tam mali pocrkajo in na to zvišajo cene, ne, in imajo monopol. In to je to, kar je rekel, ne, in on tuhta in je rekel, stari, mi si želimo z vami delati, ker je v bistvu nekako tekom tega, ki ga je spoznal in tekom te zajbancije, pojedine in večerje, mu uvalil, ne, je povedal to, kar na način, da je druga oseba to sprejela in da je začutila, kaj delajo. Se pravi, če on naročnik ne naroči papirja pri njih in ga naroči pri ta velikih, bojo oni najverjetneje crknili, oni bojo pa zvišali cene, ne. Greva nazaj na AI, da ne zajadramo, ne. Mislim, da bo ta AI, ga vsi obravnavamo že kot nekega frenda, ki jih razume, vse, kar rečeš, ja, prav imaš, super ideja, odlično, ne, fenomenalno. Ko imaš problem, se greš z njim pogovarjati. Za nasvete njega vprašaš in tako naprej. In se mi zdi, da zdaj on bo tep na tak način prodajal. Sprav, ne bo zdaj v glas, pa, nove šuhe, ampak fakt, stari, ti si mi rekel, veliko tečeš, hodiš fitness, kaj, unema že kar stare, lej, tukaj ima mene ful dobre stvari zate, tu bo glas. Ja. Tu bo ne bo tvoj v bistvu friend. oglas kot Ne. oglas, ampak bo v bistvu cel proces bo v bistvu narejen tako, da boš ti pač v kapitalističnem svetu zapravljal za tisto, kar rabaš v določenem trenutku. Highest bidder, ja. Zato je manipulativni aparatus. Ampak to bi jaz naredil. Ne rečem, da tako dela, pa, ampak če bi jaz sam Altman, bi tako naredil. Ja, štekam. Ker imam platformo za to. Jaz ne rabim tam gor oglasov, zdaj slik neki vmes zapri oglas ali pa preskočimo. Jebeš to. To je bilo zadnjih 10 let. Zdaj ti bo, če imaš že frenda, ki ga poslušaš, ti bom povedal, kaj kupi. Ja. In poznam zgodbe, da določeni AI ponudniki raznih aplikacij že manipulirajo na ta način. Mislim, kaj sem se zdaj spomnil? Da tudi Onassis, ne da manipulira. Onassis deluje na način Onassis AI, da ti pomaga pri finančnih odločitvah, razlaga trg, kripto novice, Reddit, kaj pravijo ljudje, plemenite kovine in ostalo. Ampak to je vseeno znanje enega slovenskega finančnika, znanega Andraža Kališnika. In tudi to piše vse v nas, da je to njegovo znanje zadnji, zato tudi ljudje plačujejo za njega, ne grejo ChatGPT vprašati, grejo to. Ampak Andraž verjame v to, da je pri nepremičninah dobro investirati v nepremičnine na Cipru. To ni moje mnenje, nimam mnenja o tem, da smo najjasnem, ampak Andraž to verjame. In je jasno to znanje dal AI-ju. In ko ti zdaj vprašaš Onassisa za nepremičnine, ti pove vse dobre razloge, zakaj je dobro investirati v Cipr in da je to pač najboljša stvar na svetu. Se pravi, tukaj ni šlo za namensko manipulacijo ali karkoli, ker je to pač njegov AI in njegovo znanje noter, ampak, a vidiš, kjero smer bez taco moli? Ja, je namenska manipulacija. Mogoče je nezavedna. Tle je isto, kot da pride stranka do Andraža in Andraž reče, splača se investirati v Cipr. To je pač njegovo mnenje. Ja. Ampak večja AI podjetja lahko z največjo lahkoto svoje interese ali pa highest bidder dajo noter stvari, injektajo, da to pol nam govori in mi sploh ne vemo, mi pač verjamemo. Točno to, a ne? Agenda je odzadaj dogaja, tako da taki vrsti v glas. Tako, ampak istočasno pa ljudje točno to iščejo, ne, v tej novi dobi.
da nekdo drug namesto njih sprejema odločitve. In to je ta past, a ne, kamor nas AI tudi vleče. Pač folk ne bo več sposoben zase odločitve sprejeti. AI jih bo delal namesto njih. In kva pol mi kle delamo? A ne? Kaj živimo, pa sprašujemo AI, kako nam bo najlažji možen, pa kako bomo najhitreje prišli do največ. Veš, glupo je, a ne? Zato je treba biti zavesten pri uporabi tega. Pa, a ne, sploh med mladimi. A veš, še zmeri razumeti, zakaj je matematika zdrava za razvoj možganov, zakaj je reševanje težjih nalog in težjih življenjskih preizkušenj ključno za to, da se mi razvijamo. Ker drugače ratamo eni navadni lenuhi in nič več ne znamo narediti sami. In pol pride generacije, 3 generacije za nami, ki pogledajo, pa se zbudijo končno, pa rečejo, hej, kam smo mi prišli, stari? Mi smo prišli iz napredne vrste, ki se je konstantno razvijala v en kup nerazvitih imbecilov, ki v bistvu vse, kar delajo, je osnažujejo planet, pa samo gledajo, kako bo za njih največ. A veš, ta del tukaj je ta, kjer je treba tudi o tem govoriti, če se o AI-ju pogovarjamo. Še zmeri pač, ok, orodje za neki, super, da ti pohitri nek proces, da ti ne rabiš delati nekih ponavljajočih se teskov. Ampak da pa ti temu AI-ju daješ lastne odločitve, da jih namesto tebe sprejema, pa da ti konstantno išče bližnjice, pa da ti nič več ne rabiš basically sam narediti, pa ni dobro za nas kot ljudi, to pa ni dobro. In tudi bi to hiter pogledal, pa me zanima, kaj boš o tem rekel. A je AI nekaj, kar je zasvojljivo? Torej, da ti lahko rataš zasvojen od tega, da se pogovarjaš z AI-jem, da sprašuješ AI določene stvari, da brez tega praktično ti nekaj manjka. Jaz malo drugače vidim, po moje, da ne. A veš, kako je to? Ko smo mi sestavljali, ne vem, omare za opremljanje pisarn, dajmo reči, nismo imeli orodja takrat zraven. Doma smo ga imeli in se nam ni dali iti in zraven je prišel en majhen šraufen cigarček, ko smo pač mize pa omare šraufali. En po en šrauf, cik, in pač smo bili tako, ok, pač sej gre, Itak fajn smo se imeli, perček smo pili zraven, super. In smo, ne vem, sestavili 4 mize, 3 mize, in pol smo šli domov in drug dan prinesli bormašino s sabo, To je šlo 5-krat hitreje, pa zdaj in zdaj si predstavljali, mi smo pol to dokončali in tukaj se ta zgodbica konča, ampak zdaj si predstavljali, da imamo mi vsak dan zamontirati neke pisarne. Bormašino, in zdaj en dan pride in ta AI gre, In moramo spet šraufati na roke in smo tako pisa, what the fuck, Moramo ceno zvišati, pa to ne gre, pa hočemo bormašino. Grem na AI. To je pač eno orodje, ki nam je ful pohitril procese do informacij. In brez tega bi marsikdo bil zdaj že tako, kako se kaj naredi, kako smo že delali včasih, a smo Google, a smo pisali. Imamo eno super orodje, res, ki vse gre lahko hitrej. Hitrej se piše, hitrej se riše, hitrej se dela, hitrej se launcha produkte, hitrej se oglašuje. In pač to je ta zasvojljivost. Navadili smo se, nismo zasvojeni, navadili smo se in lenejši smo ratali, bolj leni, lenejši, sploh ne če izraz, v smislu kreative, daj mi to napiš lep, maile. Daj mi to napiš bolj profesionalno. Pa to včasih smo se mogli potruditi in je to dlje trajalo, zdaj to dobimo takoj in če zdaj tega ne bi bilo, bi bili slabe volje, ker bi spet mogli delati, pa verjetno bi imeli ful težave, ker počutili bi se bolj neumne. Ne vidim to kot zasvojenost. Dober point. Ja, dober point. V bistvu je nekaj, kar smo se navadili kot del našega vsakdana in bi bilo nesmiselno iti nazaj, ker ni praktično. Dosti gledamo skozi to praktičnost. Pač stimulacija pa hitrost sta zamenjala nekak smisel, ki smo ga mogoče prej videli v tem, da se je partija skup dobila pa sestavljala eno omaro en dan. Tako bolj je iz vidika, omara mora biti čim prej sestavljena, da čim manj časa za to zgubljamo, Ampak
kam pa zdaj ves ta preostali čas, ker nam je to pohitrili, dajemo, je pa spet na nas, a ne. Tako veš, na nas je, a lahko gre smo full to- hiperproduktivni. Ja, ali gre to zdaj v zabijanje časa, pa scrollanje, pa ne vem, bedarije, ali gre to dejansko v zdaj neki, da delaš nekaj dobrega, mogoče za svet, da pomagaš prijatelju, da greš v gym, da skrbiš zase, da greš večkrat na obisk do svoje mami, itd. Klej pa pol Ali spet pa ta. še več delaš. Ali pa še več delaš. Je še več. Ja. To je super, me se ni zmanjšal čas. Jaz sem kar živčen, če kdaj kaj AI ne dela, ker ne gre tako hitro. Sploh po razvoju, recimo, fantje, ki razvijajo kodo, tukaj najbolj se lahko poistovetim, ker gradiš nek produkt, digitalni. Rečeš, ej, to bi imel, stari 300-400 vrstic kode od enkrat napiše in kar laufam, kar že dela in kar že vidiš, a ne, pol moraš tweakati, ampak. In zdaj, če tega ne bi bilo, fuck, stari. Resno zdaj le moraš 400 vrstic kode napisati. Pravuno počutil bi se bad, stari. Ono, weird, bad. In posod je druge tudi tako, pri risanju, pri generiranju nekih vsebin, ne samo kodiranju, pri pisanju mailov. Ja, dobro sva pojadrala, ne? A sva kaj pozabila? A bom še kaj omeniti, kar sva rekla na začetku? Ali ne? Veliko, ampak pustva še kaj za drugič, a ne? Ja, valjda, itak, a ne. Mogoče bi bil dober kakšen komentar za tole epizodo, da mogoče malo poveste, v katero smer bi lahko šla naslednjič, kaj vas kaj zanima, itd. Pa pridružite se skulu. Pridružite se skulu, tam not se bo veliko dogajalo. Pa ja, se vidimo naslednjič, kva. Adijo.